za te besede, predvsem pa za obširno študijo, ki jo je pripravila za knjigo in verjamem, da je najboljša možna popotnica tudi v literarno-zgodovinski svet, ki si jo ta knjiga zasluži. Predajam besedo dr. Justinu Stanovniku za dobro profesorju, prostite, in vas prosim za par misli o tem trenutku, spominu na zgodovinski trenutek izpred 70 let in izdajo te knjige. Prvi sem si to pivo malce vzgledal, Če bi lahko malce bolj naglašila. Več natančno, ne? Ampak obenem, ko sem to premišljal o tej stvari, mi je na misel prišla neka beseda, ki je skoraj osnovnega pomena v grški tragiki, pri grških tragedijah. Ta beseda je hibris. Hibris po slovensko pomeni vzpon nad sebe, vzpon nad druge, pa tudi vzpon nad sebe. To se pravi na to, kar si. To je hibris. Hibris je nekaj tako negrškega, da so tragiki, tragediji striktno obzervirali to splošno občutje v svojih dramah. In dramatika je bila pri Grkih strašno visoko cenjena. Recimo, to lahko pove podatek, da je 430. pred Kristusom je kralja Oidipa gledalo 17.000 Atencev. 17.000 Atencev. To se pravi, to je bilo nekaj, kar je bilo tako spojeno z prastarim občutjem Grka, da je čutil to nekaj svojega, kot svojega. To je hibris. Hibris pomeni, kot sem rekel, vzpon nad sebe. To nam bi moralo biti znano v našem času. To je v nekem smislu, bomo pozneje še rekli, to je Evropa. To je ta postmoderna Evropa. Ne vem, koga sem prav, sem že pozabil, a mogoče je Dawson, to je znan Gods of Revolution, bogove revolucije in tako. In pravi, to je volja do moči. Vse to je Nietzsche, Drvilec roman. Volja do moči. In ta je postala tako že nekaj zrastlega z nami, da se ta pisatelj sprašuje, ali se bomo sploh tega otresli. Ali bomo v stanju doživeti tako stopno pristne duhovnosti, da se bomo to otresli, da bo to ostalo za nami, ali bo odpadlo, karkoli. Kajti je pogubno. Če se bo to razraslo, Evropa ne bo mogla biti več Evropa. Torej še enkrat. Hibris, vzpon nad sebe, vzpon nad druge, vzpon nad vse, sej nas vzadne edenski greh je v tem. Edenski greh je v tem. No in v grški tragediji so to tako obsodili, da so postavili načelo. Hibris gnojno pelje v Nemezis. Nemezis pa je kazen, boginja kazni, Nemezis. Hibris nedovoljen izven ontologije sveta ustvarjen vzpon nad sebe ali pa nad druge, je kaznovan. Je nekoč kaznovan. In ko sem jaz leta 90, 91, 92 gledal,
kako so boljševiki, ki so doživeli nemezis zaradi svojih hibris zgodovinske. Najprej v matični deželi tega, Sovjetski zvezi, potem počasi po vseh drugih vzhodnoevropskih državah so drug za drugim doživljali nemezis. Ti ljudje s temi ambicijami, s temi presežnimi ambicijami, ki so bili bogovi, saj so hoteli biti bogovi, so doživljali znamenja, neko govorico sveta, zgodovine, ki mi je rekla, da so šli preveč. In zanimivo, to je mene ravno zanimalo. Opazil sem takrat, še bolj pa čez pol leta, pa čez eno leto, pa čez 2 leti, sem opazil, da je boljševik človek, ki tega ni hotel priznati. Niso hoteli priznati, da so kaznovali. Da je njihov podvig, da ga je zgodovina izločila. Ga je pokazala kot nekaj, kar ne deluje, kar z osnovno človekovo bitnostjo se ne sklada in ne deluje. To se mi je zdelo zelo značilno, zelo značilno. Kajti, če bi bil tkivo teh ljudi drugačno, pa ni bilo, se so pokazali to svojim zgodovinskim nastopom, kjerkoli so nastopili tako, da so dokazali, da je njihovo tkivo drugačno. In se je izkazalo tudi pri koncu. Niso bili v stanju iti na forum in, rekel, zborno recitirati svoj zgodovinski decesus. In so tukaj. Pri nas konkretno, to je pa zgodovina zdaj, ko so zvedeli, da je Gorbačov propadel svojo glasnostjo in perestrojko. Videli so, Gorbačov sam je videl, da je njegov sistem napaden globlje, da je napaden tako zelo, tako strašno, da se je izkazalo, da bi tisto, njihov lastni sistem, ki so ga ustvarili s tem uporom, ne mogel niti do tega trenutka vzdržati, ko ne bi pri zadnjih vratih spuščali notri sistem sveta, ki so mu napovedali smrt. To je bilo najbolj uničujoče, kar se lahko kakšni ideologiji zgodi. In to je Gorbačov, če se ne motim, ko je prišel kdaj 86, 89, v Beograd, kdaj, takrat enkrat. No, in je baje, koliko se jaz spomnim, obiskal samo Slovenijo. Obiskal je Ljubljano. In Ljubljani so tudi to videli. Videli so, da to ne deluje. Glasnost, perestrojka ne deluje. Da deluje samo zamenjava. To je pa seveda, to so pa naši bili preveč obstojni, ljudje, ki so bili odgovorni za strukturo tukaj, so napravili veliki korak na veliko odločitev. Odločili so se, da bodo sami prevzeli tranzicijo in ne bodo tako vodili, da ne bo treba voditi, da bodo ostali. To se pravi, hibris, vidite, ko je bilo povedano, kaj je,
je njeni nosilci niso bili toliko širokogrudni, toliko, rekel, resničnostni, da bi šli, ko sem prej rekel, na forum in zmolili kolektivni odstop. In bili s tem veliki v zgodovini. To se ni zgodilo. In ko sem tole gledal, sem si mislil, da je to odgovor na to. Ker to, kar je v teh tekstih, pa v tistih slikah, ki sem jih nekaj videl v knjigi, to je manifestacija spomina. To se pravi, mi vemo, kaj se je zgodilo, vemo vse, smo si vse zapomnili in tudi to, kako so ti nosilci sprejeli ta ukaz zgodovine. In s tem pa seveda ta tekst pravi, da se bo spominjal. Se mi zdi, da je to oda spomina, da je to počastitev spomina, da je to afirmacija spomina kot nosilca človeka. Ganljivo. Človek ni več čisti ki hoče služiti svoji volji po oblasti, da bo lahko se afirmirala. To je poskus tega teksta. Spomin in jaz bi rekel predvsem spomin na bolečino. Bolečina je pa druga velika reč, ker je bilo nekaj neevropskega, priznajte, ne bomo več trpeli tam 12-14 stoletje, ne bomo več, bomo bogovi, ne bomo umirali, kdo je že bil tisti prosvetljenec in iniciator francoske revolucije, ki je rekel, ne bomo umirali več. Ko bo naš vladal, fizično ne bomo umirali. Kaj ti stvari, ki so prišle iz božjih rok, so bile zgrajene s pomanjkljivim umom. Zato smo umirali. Ker je ta svet imel napake, mi bomo ostali svet brez napak. In ne bomo umirali. To se mi zdi, da zdaj pa je afirmirana bolečina, v tem tekstu je afirmirana bolečina. In bolečina, ki ni, samo da boli, ne, ker dejansko ne vemo, kaj je bolečina. Bolečina samo lahko skusimo, ne, tako. Da bolečina ni nekaj, kar človeka manjša, ga dela manj sposobnega, manj ekspanzivnega in tako naprej, ampak je bolečina nekaj povezana z bitjo, z osnovno bitjo sveta. In kdo lahko temu ne bi verjel, tako kot kristjani, se je bolečina se manifestirala na križu. Se to je dokaz. Bistvo naše vere je to, da ima bolečina nekaj opraviti z bitjo, da sicer boli, ampak zaradi tega živimo človeško. Ne vem, kaj še vse. Tako zelo pomembna je bolečina. Ne vem, če ste, jaz sam se dobro ne spomnim. Vsi poznate ime Zdenka Škof, ne, gotovo. To je neka gospa, če se ne motim, v Kanadi, ki je imela, je prihajala v Ljubljano, se spomnim, še pred 10 leti smo bili tako, zelo so novi slovenski zavedi, smo se spoznavali, biti skupaj tako. In ona je bila tudi, imela še to lepo lastnost, da je pomagala slovenskim umetnikom, bolnim, da jih je nekako izkazovala in pozornost in tako naprej. In če ste morda slišali ali brali tisto zgodbo z Nikolajem Jeročnikom, pa Zdenka Škof.
Nikolaj Ločnik je bil nazadnje v Argentini. Je tako? In ni hotel priti v Slovenijo. Mislim, da ni bil v Sloveniji. Zdaj je prišel, ko je bil bolan, je prišel en dvor v Kanado, v Italijo, kam že. In ali ga je ona pripeljala, skupaj sta prišla v Slovenijo. In se šla je, tako če si jaz spomnim. Ali sem tako prebral, ali je to povedal. Ne, ali sem videl, ali pa ne vem. No in sta šla v Slovenijo, peljala ga iz Koroškega, sta šla kar čez mejo, ne tam na kakšnem prehodu, ampak v nekem gozdu, ker je ona dobro poznala razmere. Potem gre se skozi neko gost, zdaj, ko se zagleda v ene planine, gleda, se obrne naprej. Ko pa se čez nekaj časa obrnil nazaj, zagleda Jeročnega, ki je naslonjen na neko buku in joka. Ni mogel nehati jokati. Ni mogel nehati. Vsa bolečina je prišla z njim. Bolečina človeka, ki nima doma, ki nima prijateljev, ki je zunaj se Bog, kaj bi še se moral reči. Ampak ta velika bolečina. In koliko takih jokov ob tistih bukvah, kjerkoli že po celem svetu. Bolečina. Hvala lepa, profesor Stefanović, za te pomembne gosti. Imamo še pred prehodom v drugi del